Tokrat v občinskem informatorju. Začenja se zimska služba. V Mariboru se je odvil karierni sejem. V mestnem parku po 2 letih spet kip Leona Štuklja. Grajsko dvorišče v Račah oživelo v ritmu Martinovega praznovanja. Tudi v Poljčanah so na Martinovo opravili krst mošta. Na Ptujski gori je bilo vse v znamenju Martinovega. Med, vino in zgodbe v Jurančiču povezali obiskovalce v Vitomarcih. Lepo pozdravljeni. Jutri je 15. november, ko bomo morali na svojih jeklenih konjičkih zamenjati letne pnevmatike za zimske. S tem pa se tudi uradno tako rekoč začenja zimska sezona na slovenskih cestah. Nigrad se je pripravil na izvedbo zimske službe. Pregledali so vozila in naprave, imajo zalogo posipnega materiala, no občani ga bodo lahko na mestnih četrteh in krajevnih skupnostih nekaj tudi prevzeli. Na predstavitvi izvajanja letošnje zimske službe pa so izpostavili tudi skrb ljudi za odstranjevanje ledenih sveč, da se ne sme metati snega na cesto in očistiti vozila pred začetkom vožnje, da ne prihaja do nesreč in poškodb. Na vse to so opozorili, no podrobnosti pa v prispevku. Podjetje Nigrad se je pripravilo na izvajanje zimske službe. Pregledali so vozila, stroje in naprave. Na zalogi imamo 1100 ton nekje soli in nekje 480 kubikov posipnega materiala. Tudi letos smo pripravili plan zimske službe, katerega smo uskladili z mestnimi četrti in krajevnimi skupnostmi, katerega pa tudi potrdila mestna občina Maribor. Na voljo imajo 80 plužnih enot, ki jih upravlja 150 zaposlenih. Z posipi pričnemo takoj, ko so zimske razmere, medtem ko z plužanjem nekje, ko zapade 10 cm snega. Zdaj še dotaknemo se soli za občane, ki imajo na voljo na vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Seveda je to v razsutnem stanju, zato morajo imeti s sabo lastno posodo, da lahko to prevzamejo. Ob tem pa lastnike prosijo, da ob zimskih razmerah svoje vozila umaknejo s cest, tako da bodo lahko nemoteno plužili. Občina je za izvajanje zimske službe zagotovila 1,7 milijona evrov iz proračuna. S tem, da naj ob tem poudarim, da je lanskoletna sezona bila pri realizaciji nekoliko nižja, saj smo bili deležni tudi manjših snežnih padavin. Hkrati nam je uspelo tudi z družbo Nigrad uskladiti obračun stalne pripravljenosti, kar nam je še nekako znižalo stroške pri izvajanju zimske službe. Tako da je bila realizacija na področju izvajanja zimske službe v lanskem letu 1 164 000 evrov. Nigrad v mestni občini Maribor pluži 750 km občinskih javnih cest. Ob tem pa še dodatno zraven 430 km kolesarskih površin in pa površin za pešce. Tukaj naj poudarim še to, da bo v zimskem času predvsem prednostna obravnava površin namenjenih pešcem in pa seveda cest. Zadnja faza čiščenja teh površin pa bo namenjena potem tudi kolesarskim površinam, zato seveda prosimo vse za strpnost, da se vse površine ustrezno uredijo, počistijo in pa seveda tudi z naše strani apel, da se ljudje dobro pripravijo na prvi sneg in da ponovno upoštevamo to kot naravni pojav in padavino, ne pa kot naravno nesrečo. Ceste so kategorizirane po 3 razredih, tako jih tudi plužijo. Inšpektorji medobčinske inšpekcije pa bodo nadzirali izvajanje zimske službe. In seveda ob tem tudi izvajali nadzor v smislu, ali občani upoštevajo določena pravila, ki so zapisana v odloku o občinskih cestah. Ob tem, tako kot vsako leto, znova poudarjamo, da so občani dolžni sprotno odstranjevati ledene sveče na pročeljih zgradb, ob tem pa seveda morajo biti pozorni na ostale udeležence v prometu, torej da jih ne ogrožajo s tem. Potem seveda morajo imeti na pročeljih zgradb, ki gledajo na javne prometne površine, nameščene žlebove in pa za te snegobrane, da ne pada na javno površino in seveda pri čiščenju svojih privatnih površin ne smejo s snegom zametovati javnih prometnih površin. Ne pozabimo pa še na to, da velja od 15. novembra tudi obvezna zimska oprema za vozila. Apeliramo na vse voznike, da v zimskih razmerah se odpravijo na pot za ustrezno količino goriva, potem pa tudi, da očistijo vozila snega in ledu. V prihodnjih dneh bomo policisti pričeli z opravljanjem kontrole zimske opreme, pri čemer so za kršitelje predpisane globe od 40 do 500 evrov.
Omenil je, da je kršiteljev v zadnjih letih približno enako, opozoril pa še je, da je treba vozila pred začetkom vožnje očistiti, odstraniti sneg in led, se lahko sicer pride do nesreč in poškodb. V Mariboru pa se je odvil 10. karierni sejem, gre za sejem poklicev in izobraževanja. Dogodek, ki že desetletja odpira vrata v svet poklicev, znanja in novih priložnosti. Tudi tokrat je bil namenjen predvsem osnovnošolcem in srednješolcem, ki stojijo pred pomembnimi odločitvami o nadaljnji poti, pa tudi vsem, ki razmišljajo o spremembi kariere. Pod sloganom Vesolje priložnosti se je v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja predstavilo več kot 130 razstavljavcev, izobraževalne ustanove, delodajalci in organizacije, ki mladim pomagajo pri usmerjanju v prihodnost. Smo uspeli tudi na koncu za predstavniki tako srednje šole kot pa tudi osnovne šole spodbuditi k temu, da je že osnovna šola da to v program. To pomeni, osnovne šole se tudi tu udeležujejo, kar je seveda in da imajo tudi dijaki možnost in osnovnošolci možnost, da seveda se tega poslužujejo. Po drugi strani pa seveda si želimo preko vseh kanalov komuniciranja, tako v srednji šoli, na koncu tudi v osnovni šoli, da starši popoldan pridejo. Namreč zavedajo se, da so velikokrat ravno oni tisti, ki vplivajo na odločitve otrok, kam gredo v šolo oziroma za kateri poklic se bodo šolali. Povezani pa so tudi z Zavodom za zaposlovanje. Zavodu zelo, bom rekel, natančno spremljamo tudi, kateri so tisti poklici, ki bodo v prihodnje zaposljivi in kateri so vsi tisti zunanji dejavniki, ki bodo morebiti vplivali na to, da bodo določeni segmenti tudi, bom rekel, prinašali neko prihodnost na daljši rok, ne izključno na srednji rok. Tako da nam je pomembno predvsem to, da mladi dobijo priložnost, ne glede na to, z kakšnega socialnega okolja prihajajo, da dobijo priložnost strani strokovnih inštitucij, da lahko spoznajo tudi delodajalce, ki, bom rekel, zaposlujejo kader. Med vsemi razstavljavci je bila tudi srednja šola za prehrano in živilstvo, pri kateri so predstavili deficitarne poklice. Umirajo v srednjem poklicnem izobraževanju, to sta poklic slaščičar, ki ga tudi demonstriramo, poleg tega še izobražujemo v programu PEK in mesar. Hkrati pa predstavljamo tudi našo novost, letos drugo leto poučujemo v programu Biotehniška gimnazija. Gre za smer oziroma za poklic, ki bo v prihodnosti zagotovo zelo iskan. Da se ne bi mladi odločali samo za izobraževalne programe, ampak bi njihove želje izvirale iz tega, kak poklic želijo opravljati, pa poudarja Memon. Danes lahko z zagotovostjo trdim, da tisti, ki so danes, ki imajo zaključeno poklicno izobraževanje, so odprli neko zasebno prakso, so na trgu izjemno iskani. Poglejte, mi samo z na nivoju območne službe Maribor potrebujemo blizu 860 varilcev. Pa vsi vemo, da danes varilska tehnologija ni več tako umazana, kot je bila nekoč, da tukaj govorimo predvsem tudi o robotizaciji, avtomatizaciji procesov. In zakaj ne bi mlademu prikazali tudi enega takega poklica kot poklica prihodnosti, da bo lahko morebiti ta mladi enkrat imel svoje podjetje, nastopal bo na trgih tudi v tujini in bo njegova prosperiteta življenja zagotovo visoka. Lahko z tega vidika povpraševanja na trgu dela lahko to potrdim z današnjega vidika. Na sejmu pa so poudarili tudi to, da je treba ustvariti čim boljše pogoje, da mladi ostajajo po šolanju doma in ne gredo v center Slovenije ali pa v sosednjo Avstrijo. Maribor tudi zaradi tega postaja vedno večje mesto priložnosti. Kar se pa tiče mestne občine, ki to seveda podpira, se zavedamo, da pa je razen službe potrebna tudi primerna stanovanjska gradnja in je ves fokus usmerjen v to, da bi čim prej zgradili čim več različnih stanovanj, ne samo preko IMS in Republiškega stanovanjskega sklada in privatnih investitorjev, ampak seveda tudi s pomočjo morda občine v prihodnjem obdobju nekaj zemljišč smo kupili, ker smo vsi skupaj soočeni z velikim odlivom mladih. Tako so se na sejmu predstavili vsi tisti, ki mladim lahko nudijo ne samo informacije z prve roke, ampak predvsem poklice, ki jih lahko na to opravljajo in seveda pogoje za življenje. V mestnem parku v Mariboru so slovesno odkrili doprsni kip legendarnega slovenskega telovadca in olimpionika Leona Štuklja. Njegov prejšnji bronasti portret pa je bil namreč pred 2 letoma ukraden.
V mestnem parku Maribor so slovesno odkrili doprsni kip legendarnega telovadca in olimpijskega prvaka Leona Štuklja. Ob tej priložnosti je njegovo življenje predstavil njegov dolgoletni prijatelj. Leon Štukelj je bil vrhunski športnik, vrhunski telovadec, slavni olimpijec svojega časa, a obenem tudi humanist, človek z zavezo resnici in poštenju, bil je Slovenec, bil je patriot, Mariborčan z dolenjskim poreklom, rad je imel to mesto. Kip je postavljen v mestnem parku, saj je tam rad preživljal svoj čas. Občudoval je veverice v teh krošnjah, bil je preprost človek, ki je ljubil naravo. Leon Štukelj dokazuje, da sta vztrajnost in disciplina ključ do športnih dosežkov. Del mariborske identitete, tudi navdih vsem nam, ne samo športnikom, ampak tudi drugim, sploh ko govorimo o trdoživosti in doseganju visoke starosti v takšni formi, kot je bil gospod Štukelj, neverjetno kaj vse dosegel v športu. Kip stoji na mestu, kjer je stal njegov prvotni bronasti portret, ki so ga pred 2 letoma ukradli. Zaprepadlo, razžalostilo in smo se čudili, kako lahko nekdo ukrade celo kip tako velikega človeka, tako da se danes zahvaljujem gospe kiparki, gospe Alenki Vidergard, da ga je ponovno naredila. Kiparka je nov kip ustvarila po vzoru prvotnega originalnega modela. Jaz imam shranjen originalni modelirani del. Kip sta slovesno odkrila župan mestne občine Maribor in Štukljeva hči, ki je bila ob dogodku vidno presenečena in ganjena. Nisem pričakovala, ne. Zjutraj sem šla enih 9:30 pogledati, za vsak slučaj. Dogodek je potekal na njegov rojstni dan, natančno 127 let po rojstvu, s čimer se je mesto Maribor simbolično poklonilo svojemu izjemnemu someščanu. Na grajskem dvorišču v Račah je na Martinovo soboto zadišalo po jeseni, domačih dobrotah in mladem vinom. Poglejmo, kako so se imeli. Tudi letos je tradicionalno martinovanje na grajsko dvorišče v Račah privabilo številne obiskovalce. Tradicionalno pravzaprav vsako leto pri nas organiziramo martinovanje tukaj na grajskem dvorišču v prekrasnem ambientu v Račah. Pravkar se je odvil tale uradni del, kot se spodobi za martinovanje, blagoslov mošta, ki se spremeni v vino. Krst vina je izvedel župnik Robert Emeršič, ki je opravil tudi blagoslov mošta. Naj nas ta blagoslov, katerega bomo sedaj deležni, spomni, da se nič ne pridela samo. Da pride steče po grlu, mora nekdo nekaj za to narediti. Človeške roke potrebuje, da potem dozori, da postane plemenito. Za dobro kapljico in domače jedi so poskrbeli člani lokalnih društev. Martinovanje v naši občini kar nekaj pomeni. Pri nas je zelo priznano društvo vinogradnikov, kar nekaj vinogradnikov je dejansko članih v tole društvo. Tako da ja, martinovanje ima velik pomen in pričakujem, da ga bomo danes vsi na en res lep, kulturen način tukaj podoživeli. In res je bilo tako. Za veselo razpoloženje so skrbeli poskočni muzikanti, ki so svojo glasbo napolnili grajsko dvorišče. Dogodek je preprosto presegel pričakovanja in poskrbel za nepozaben večer. V veliko veselje in ponos nam občanom, da naša občinska uprava skrbi tudi za, tako kot smo včasih imeli kruha in iger, torej za zabavo občanov, kar je zelo pomembno. In mislim, da martinovanje je resnično tak štajerski dogodek, en velik praznik, s katerim ne samo, da nazdravimo nastanku mladega vina, torej da mož pospremimo v neko zrelost, ampak tudi je priložnost za neko druženje, povezovanje med ljudmi, kar se mi zdi zelo neprecenljivo. Martinovo je največji praznik vinogradnikov. Tudi Slovencev, ker mi smo le ljudje, narod, vina, dobre kapljice, dobre volje in pa radi smo veseli in dovolj vina, če preveč ni v redu, dovolj, pa poživi srce in duha. Vinogradniki so bili zadovoljni, predvsem s kakovostjo pridelka. Na letos je bila malo, kako bi rekel, nepredvidljiva, ampak na koncu smo pa dobili taki vinček, da že dolgo ne. Glasba je dolgo odmevala v večer, pred vrati pa je že december, ko bo v Račah zagotovo še veliko veselja. V Poljčanah je na Martinu torek potekalo že tradicionalno martinovanje in krst mošča, ki je privabil številne obiskovalce. Gre za dogodek, ki združuje tradicijo vina Poljčančana ter
nekako druži lokalno skupnost. Potekal pa je v prostorih vinogradniško-sadjarskega društva Poljčane. V Poljčanah je na Martinov torek potekalo že tradicionalno martinovanje, ki je privabilo številne obiskovalce. Dogodek, ki združuje tradicijo vina Poljčančana, je potekal v prostorih vinogradniško-sadjarskega društva Poljčane, kjer je potekal tudi krst mošta. Danes bomo imeli krst mošta Poljčančana, ki smo ga trgali 27. septembra in smo natrgali 161 kg oziroma stisnali 115 litrov mošta. Društvo upravlja za svojim vinogradom, v katerem uspeva 36 trsov. Imamo štajersko brajdo, ki smo jo sadili 2019, 26 trsov in potem 2021, še 10 trsov in vsak tak trs ima svojega botra. Boter pa, kot vemo, mora za njega skrbeti, zato lahko tudi uspešno delujemo. Krst je potekal točno ob 11 uri in 11 minut, ko se mošt spremeni v vino. Krst mošta in sicer Vinko Lovrenčič preoblečen v škofa in s tem vse nekako naše vinogradnike obudili, se pravi, in z veseljem, ker je to naš praznik. Škof je krstil tudi mošt članov društva, ki so ga obiskovalci lahko poskusili. Od vzorca do vzorca bo ta škof to malo blagoslovo. Za moštom, se pravi, že sedaj imamo preko 40 vzorcev, stoji lastnik, se pravi, smo po sortah, opremili steklenice, po osebnosti sladkorja. V Poljčanah sta letos potekala kar 2 martinovanja. Drugo martinovanje v naši občini, tako tradicionalno se tudi pri nas slavi štajersko novo leto. V soboto je potekalo Martinov pohod, ki ga organizira Studeniško vinogradniško društvo Martin. Danes pa Poljčansko vinogradniško društvo ob 11 minut začetek martinovanja in vse splošnega veselja ob tem dogodku. Občina aktivno podpira ohranjanje teh tradicionalnih prireditev. Občina Poljčane se trudi, da se te tradicionalne prireditve ohranjajo, da privabijo čim več ljudi, ker vseeno je to naša dolgotrajna tradicija. Zato tudi sofinanciramo vse te dogodke strani občinskih razpisov za družbene dejavnosti. Tradicionalno martinovanje in krst mošta v Poljčanah sta znova združila domačine in obiskovalce. Dogodek spodbuja ohranjanje tradicije, ki je posebej pomembna za vinogradnike. Ob tem so uradno mošt spremenili v vino in skupaj tudi zapeli. Bog nam daj na svet živi, živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Na trgu na Ptujski gori pa je potekalo tradicionalno martinovanje z blagoslovom mladega vina. Gre za dogodek, ki je združil domačo vinogradništvo in številne obiskovalce, ki so prišli praznovati praznik svetega Martina, zavetnika vina in vinogradnikov. Na trgu na Ptujski gori je potekalo tradicionalno martinovanje z blagoslovom mladega vina. Dogodek je združil domačine, vinogradnike in številne obiskovalce. Preverili smo, kako jim je bilo všeč. Zelo me veseli, da se je toliko ljudi zbralo, da so prišli na to našo zaključek martinovanja in blagoslov mladega novega vina. Sem zelo prijetno presenečen nad prireditvijo in da ljudje stopijo skupaj in se poveselijo ob tem prazniku. Organizatorji so pripravili pester kulturni program. Nastopali so osnovna šola Ptujska gora, potem naš domači zbor Magnifikat in pa člani umetniškega društva oziroma Kult Majšperk s kratkim skečem. Pater pa je blagoslovil mladovina. Blagoslovom mladega vina se simbolično zaključuje trgatev in začenja novo vinsko leto. Blagoslovimo naš mošt in spremenimo v vino. To je že tradicionalno krst mošta oziroma blagoslov mošta na Ptujski gori, menda že 15. leto. Vinogradniki so prepričani, da bo letošnji pridelek znova postregel z odličnim vinom. Zbrali smo se zato, da vinogradniki poskusimo, kaj smo pridelali letos, pa da tudi ponudimo še tudi obiskovalcem, da vidijo, če bo sploh za piti drugo leto. Dogodek je potekal v posebnem vzdušju, polnem dobre volje in povezanosti. Letošnje Martinovo pri nas ponovno en
cel paket dogajanja, ki je pa pospremljen tudi z odličnim vremenom, kar da vedno dogodko še neko posebno energijo. Martinovanje je bilo povezano s tradicionalnim balonarskim festivalom. Združujemo pa ta praznik pravzaprav tudi z balonarskim festivalom že vrsto let pri nas v Majšperku in tudi ta je pravzaprav prispevek k nekem celostnem doživetju pri nas tukaj na Majšperku oziroma na Ptujski gori, kajti tudi prelet številnih balonov smo danes lahko dopoldan videli in naredil dogodek še toliko bolj poseben. Prireditev je ob vinu, prijetnem vremenu in glasbi ustvarila nepozabno Martinovo zgodbo. Poklon bogati vinogradniški dediščini Haloz, ki jo domačini s ponosom ohranjajo in prenašajo naprej. V Svetem Andražu pa je potekal dogodek Med, vino in zgodbe o Jurančiču, kjer so se obiskovalci predali užitkom vinsko-kulinaričnega programa za degustacijo domačih vin, medu in lokalnih dobrot, ob tem pa spoznavali zgodbe o Jurančiču, enem izmed čebelarjev v tem območju. V Svetem Andražu je potekal dogodek Med, vino in zgodbe o Jurančiču, kjer so obiskovalci uživali v vinsko-kulinaričnem programu za degustacijo domačih vin, medu in lokalnih dobrot, ob tem pa spoznavali zgodbe o Jurančiču. Ivan Jurančič je eden prvih čebelarjev dejansko tega spodnjega Podravja, ko je začel čebelariti v naši občini. Dolgo časa ni bilo znano, v kateri vasi se je rodil, a raziskave so razkrile, da je bila to vas Arjavci. Z županjo se dogovarjamo in prav bi bilo, da skupaj z občino in pa z obema čebelarskima društvoma in Cerkvenjak in Vitomarci v prihodnosti odkrijemo spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši. Jurančič je bil izjemen čebelar in velik poznavalec svojega področja, ki je pomembno prispeval tudi na izobraževalnem področju. Imel je neznosno željo potem, da svoje znanje deli z drugimi, kot učitelj in pa kot pisec najrazličnejših člankov. In za tisti čas je bil, moram reči, zelo moderen čebelar, ki je znal to svoje znanje zelo dobro, ne bomo rekli iztržiti, ampak prenašati na mlajše in pa tudi na starejše rodove. Z dogodkom ob 90-letnici njegove smrti so počastili njegovo delo in prispevek k razvoju slovenskega čebelarstva. Seveda on ni bil samo čebelar, bil je vizionar, učitelj, predajal je ne le čebelarsko znanje, ampak tudi veliko ostalega znanja na naše rodove. Jaz mislim, da je izjemno pomembno, da ne le, da se učimo zgodovino celotne Slovenije svetovno, ampak da vsaka občina mora tudi spoštovati tiste ljudi, ki so v nekem trenutku živeli na območju občine. Njegovo pomembno delo želijo prenesti tudi na mlajše rodove. Mlajšim generacijam vedeti, kako pomembno je, da moraš nekako poznati zgodovino, da lahko ustvarjaš tudi prihodnost. Po dogodku je potekala tudi degustacija vin, medu in lokalnih dobrot. Paleto vin, se pravi od zvrsti, šipona, sovignona, potem imamo sivi pinot, modro frankinjo in pa veljamoko. Kombiniramo z različnimi siri, pa z suhim sadjem smo danes pokombinirali, da tudi vidimo, kaj gre zraven. Tako da se nam zdi to ena odlična kombinacija, pa za naše borbončice, da se poveselijo. V čebelarskem društvu Vitomarci letos praznujejo 130 let delovanja in tako nadaljujejo in ohranjajo bogato dediščino, ki jo je začel prav Jurančič. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 15. novembra, bo prav veselo v Majšperku. Namreč tam se bo odvila tako imenovana revija JSKD, območne izpostaje Ptuj in gre sicer za napev odsev. No, ob 19. uri pa se lahko udeležite degustiranja in druženja in sicer na Ptujski gori v tamkajšnjem degustacijskem centru. V nedeljo pa bo potekalo tekmovanje z zračno puško, pravzaprav to poteka v Majšperku že 2 dni, torej 15., 11. in v nedeljo 16. 11. Podrobnosti pa seveda spremljajte na občinski spletni strani. Vsekakor pa ostanite z nami tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek tega tedna in nasvidenje.